Spremljanje negativnih novic je povezano s povečanjem depresije, stresa in občutkov tesnobe. Tako piše avstralska psihologinja Evita March. Zakaj ljudje posvečamo večjo pozornost negativnim kot pozitivnim novicam? In ali te negativne novice res lahko pravzaprav škodijo vašemu zdravju? Ko sem to prebrala, sem prosila super psihoterapevtko, ki je že gostovala v naših oddajah in jo boste verjetno takoj prepoznali, če bi prišla in odgovorila na ta vprašanja. Zdela so se mi zelo zanimiva, sploh v tem času, ko vemo, kakšne in katere novice nenazadnje prevladujejo oziroma pač jih je res zelo, zelo veliko v vseh medijih. Tako da sem vesela, da je magistrica Urška Ajdišek znova z nami. Eno lepo dobro jutro. Kako ste v tem času, Urška? Dobro jutro. Naporno, bom rekla. Zelo iskreno naporno. Ja, če je nekdo v službi, zraven še mama, strokovnjakinja, to vse je zdaj kar velik izziv. Ja, stiske ljudi so čez dalje hujše, sploh, bolj ko se ukrepi nadaljujejo, v bistvu vse bolj nam ta čustvena tesnoba se krepi in seveda posledično je pritisk z vseh strani. No, vidite, ravno o tem bi rada, da danes malo govoriva oziroma da nam svetujete. Ta raziskava se mi zdela res zanimiva. V bistvu sem prebrala, da naj bi negativne novice povzročale vse to, kar sem rekla, se pravi depresijo, te občutke tesnobe. Zanimivo, v tej raziskavi je bilo nekako nakazano, da če gledaš to na televiziji oziroma v nekih kredibilnih medijih, menda to ni tako slabo, kot če ti potem sam dodatno brskaš in o tem bereš oziroma te negativne novice bereš na družabnih omrežjih ali pa pač na nekih drugih portalih. Kaj pravite? Ja, s tem bi se jaz kar strinjala, zato ker v starih časih, bom zdaj temu tako rekla, smo imeli pač televizijo in smo poslušali poročila enkrat na dan in so bila skoncentrirana na pol ure oziroma 1 uro, recimo temu slabih novic. Sicer si se pa to več ali manj temu lahko izognil, saj recimo tako večina ljudi. Zdaj pa je malo drugače, zdaj pa mi aktivno iščemo novice po spletu in smo temu precej bolj izpostavljeni. Še takrat, ko si želimo sproščenosti, zabave, običajno naletimo na te novice, ki smo jih prej iskali. Zato, ker so te internetni algoritmi napisani tako, da ti ponujajo stvari, ki si jih že prej iskal. Se pravi, če sem jaz želela pogledati, recimo zjutraj, kakšni so novi ukrepi vlade, potem in sem tam prebrala, recimo, če pravite temu negativna novica, potem sem jaz avtomatično padla v to kolesje negativnih novic. Seveda ne povzroča to ta novica, ki je objavljena strani vlade, ampak vse ostale, ki so vezane na njo, na to temo, me potem naprej vodijo in mi predlagajo podobne novice tudi naprej. In kar naenkrat se jaz znajdem v celem v bistvu asortimanu teh slabih novic, na katere na nek način nimam enakega vpliva kot, oziroma me bolj preplavijo kot tiste, ki bi jih pogledala zvečer, recimo, ne vem, ob 7, ko je recimo televizijski dnevnik, kot je bilo v starih časih, ne, kot sem rekla. O tem je ta razlika, bi rekla. In druga stvar, ki je pomembna pri tem, je pa ta neka senzacionalnost, ki se zdaj uporablja na teh družabnih omrežjih. Mislim, tudi v tiskanih medijih poznamo te rumeni tisk in tako in te črne kronike, ki se v bistvu, ki so vedno bile brane in verjetno tudi zdaj so. Ampak za razliko od zdaj imaš na spletnih omrežjih pravzaprav s to svobodo govora vsakdo lahko objavi karkoli. In težko, mislim, težje preverjaš kredibilnost nekega medija na tak način, kot je bilo to včasih na teh tradicionalnih medijih, kjer se vseeno zahteva nek vir te novice, v bistvu preveriš tudi, se pravi, avtorja in tako naprej. Za razliko od tega, ko pač nekdo svoje mnenje objavi in ko je teh mnenj veliko, je tudi moj občutek kot bralca,
da se je pa vse grozno, ne? Slabo in Slabo, negativno vse je, okrog mene, ne. preplavilo me bo, ne? Ja, V tem to smislu. pride nekako, ne? V tvoje telo, v tvoje misli. Če imate gledalci mogoče kakšno relevantno vprašanje s tem v zvezi, mnenje mogoče, oziroma pač nekaj, kar bi radi vprašali psihoterapevtko, lahko seveda se oglasite. Bomo odprli telefonski številki, nič 1475 20 20 20 21. Mene pa zanima, zdaj, ko sva ravno pri tej temi, ko ste rekli črna kronika, vse te novice, ampak statistika kaže, da so vsi ti mediji, ki jih omenjate, oziroma pač bodi si je to tisk, kakorkoli zelo, zelo brani in gledani. Torej, zakaj nas potem tako zelo privlačijo negativne novice? Ali hočemo, da, kot rečemo, teče kri? Jaz bi rekla, da ja, da v nekem trenutku bom narisala, pač kako si jaz to predstavljam. Se pravi, to smo že večkrat risali v vaših prejšnjih oddajah, mi si predstavljamo psiho, ki jo običajno narišem tako kot en krog, in ta psiha, naša težnja bi morala biti, da je ta psiha vedno v ravnotežju. Se pravi, jaz vedno naredim tako kot nek ta yin-yang znak, kar pomeni, da je en del, ki ga mi poznamo, se pravi zavestni del, in drug del je nezavedni del. Se pravi, zdaj, če se bom postavila takole, da se bo videli, čustva sama po sebi nikoli niso pozitivna ali pa negativna. Mi jih seveda občutimo kot težje ali pa lažje, ampak čustva so nek naš notranji kompas. In podobno kot mi čutimo veselje, žalost, zelo podobno čutimo tudi, se pravi, na eni strani to, kar rečemo mi pozitivna, veselje, navdušenje in tako naprej. In po drugi strani mi običajno naravno čutimo tudi jezo, žalost in tako naprej. Ampak kaj se zgodi? Če recimo v mojem svetu, se pravi, tudi družabna omrežja temu sledijo, da je nekak težnja v družbi, da se pravzaprav navzven kažemo kot vedno veseli, pozitivni, nasmejani, navdušeni, veliko je tega navdušenja zdaj. Potem je en del, se pravi, in če jaz hočem biti v tem delu, nasmejana punčka, seveda ni problem, jaz to nekaj časa lahko vzdržujem. Ampak ta drug del je nekako ga ni. Kaj to pomeni, je potlačen? Potlačen, seveda. Se pravi, vse, kar je negativno, jaz potlačim v ta del nezavedena. Bom zdaj takole malo. Se pravi, tukaj je tale žalostna in tukaj je vesela punčka. In kaj se zgodi? Ker je ta del potlačen, pritiska in ker ga jaz ne morem v nekem vsakdanjem življenju izraziti normalno, jaz sem pa danes ful žalostna, jaz sem pa danes recimo jezna, ker je to nekako nesprejeto, potem bom jaz iskala načine, kako bom to izrazila skozi neke druge kanale. Zelo zanimivo. In tukaj pridejo na vrsto in tukaj pridejo recimo neke novice, recimo nek medij. Se pravi, jaz ta del svoj, upam, da se vidi, se pravi, ta del pritiska zdaj, se pravi, ta žalostna Urška, recimo temu, pritiska gor, da bi se nekako izrazila. Ampak jaz nje ne pustim, ker jaz jo tlačem dol. A se vidi? Se pravi, jaz jo tlačem dol, jaz ne želim izraziti, zato jo projiciram ven na druge ljudi. In to na drugih ljudeh. Recimo, jaz preberem, kako je neka gospa v domu umrla pač zaradi teh razmer, zaradi covida, naprimer. In jaz jokam ob tej novici, zato ker mi je tako hudo. Ampak ta novica je to samo spodbudila, kar sem jaz v sebi v tem spodnjem delu, v tem nezavednem že prej nosila, pa nisem tega smela. In vsi to imamo. In to je običajno. Točno to. Mislim, moramo vedeti, da je to pač to. To je naravno. Se pravi, mi skozi negativne novice, ki jih preberemo, ali pa ne vem, recimo, če pogledamo recimo vlado in ukrepe, nekdo, ne vem, nek minister, ki je na televiziji,
Zdaj mojo svobodo na nek način omejuje. Ja, sej, v določeni meri je to res. Ampak jaz imam jezo vse iz drugih razlogov. Jaz imam jezo vse zato, ker, ne vem, ker imam vse otroke doma, ker v bistvu, ne vem, nimam 5 minut časa. Ker človek vse to naredi. Ampak ker je na televiziji minister zdaj še omejil mojo svobodo, sem jaz, zdaj se začnem na glas, v bistvu projicirati vse to nanj. Ne vem, se na njega jezim, izražam to svojo jezo na glas, predvsem in zato, ker jo pač sicer ne znam izrast, oziroma jo ne smem, ker v naši družbi nismo vzgojeni, da ta čustva, ki so prav tako del normalnega človeka, ne smemo izražati. Ja. Super, da ste nam to tako pojasnili. Mislim, da bomo zdaj malo bolj razumeli tudi, kaj se pač dogaja z nami, z našo psiho. Ampak moram vas vprašati, seveda, glede na vse to. Če sva vseeno na začetku ugotovili, da dejansko ti, ko bereš in iščeš in brskaš in vse to v tvojih mislih dogaja in da to res povzroča tesnobo, depresijo še veliko bolj. Kaj bi potem vi recimo nam svetovali? Da se popolnoma odpovemo temu, da zapremo računalnike ali ne? Ne, sploh ne. Ravno nasprotno. Iščemo aktivno, ampak selektivno. Se pravi, katero novico bom jaz prebrala, jaz izbiram. In mediji, ki so se izkazali kot kredibilni, se pravi mediji, ki so preverjeni, ki imajo preverjene svoje vire, seveda mi rabimo biti obveščeni, zato ker to nam tudi daje občutek varnosti. Aha, vem, toliko okuženih, recimo ta regija je bolj na udaru, se pravi, moram biti pazljiv tukaj in tukaj. Ampak najbolj pomembna je ta neka odgovornost do sebe, to, kar sem tukaj risala. Se pravi, da jaz se naučim prepoznavati lastna čustva takrat, ko pridejo. Ne, da jih jaz tlačem in izrazim skozi nekaj drugega, ko pride. Ker takrat jaz iščem neke zunanje negativne novice, da jih bom lahko izrazila. Če imam pa jaz stik, se pravi, ne vem, vidim, da me vse utesnjuje doma, ne vem, prosim, jaz rabim 5 minut, jaz, ne vem, grem na en sprehod ali karkoli. Ja, to lahko gremo. To lahko gremo. To deluje. In v bistvu v teh primerih, kadar jaz sem v stiku s svojimi čustvi, in to ni enostavno v družbi, ki tega ne priznava tako odprto, kot bi lahko. Se pravi, ko sem v stiku s temi čustvi, jih jaz svoje predelam, ne tiste od une gospe, pa od, ne vem, tega, ki se mi s ministrom odpirajo. Ampak hkrati mi pa, se pravi, ker te tesnobe, ki prihajajo zdaj največ na plano recimo na področju psihoterapije, imamo zdaj veliko teh ljudi, ki se s to tesnobo srečujejo, to so ravno tisti, ki svojih čustev sicer nimajo stika s svojimi čustvi in zdaj še zunanji ukrepi na to pritisnejo. Se pravi, ta teža na ta nezavedni del toliko boljša in mislim, toliko večja. Toliko večja, ja, da še bolj to eskalira. To eskalira skozi neke naše telesne simptome, v bistvu smo v paniki, nas vse stiska, ne bi se ujeli. Se pravi, kaj je treba narediti? Treba se je umiriti na tak način, ki v bistvu naš možganski tok umiri. To pa je ali sprehod v naravi, ali slikanje, ampak ne tisto, ki merimo, da ne bomo šli čez črto, se pravi, ne z navadnimi barvicami, neko packanje, se pravi, nekje, kjer pride naša duša do izraza, kjer lahko damo ven jezo, žalost, vse, kar pride, se pravi, nekje, kjer smo lahko svobodni, brez da bi nas nekdo omejeval. Zelo, zelo dobro. Bova podaljšali to za 1 minutko, rubriko predlagam, ker sem slišala, da veliko gledalcev kliče. Tako da poslušava nekoga, kdo je z nami in povejte nekaj misli. Dobro jutro. Dobro jutro. A me slišite? Ja, izvolite, Ana. Poslušajte, jaz sem imela, spoštovani vsi skupaj, jaz sem imela v petek 13. novembra 70 let in tiste dni, prej in pol, sem bila na tleh. A veste, kaj sem naredila v soboto? Odšla sem peški na Brezje in ko sem jaz prišla do tam, ne da bila tako pobožna, ampak tam so tako močne energije, meni gre zdaj na jok, vam to pripovedujem. Jaz bi lahko laufala gor na stol. Toliko sem dobila energije. Tako, da te stvari nam pomagajo. Ali pa grem peš na Bled, pa v kruh jezera. Hvala vam, da ste me poslušali, zlati ste. Srečno. Hvala vam. Ostanimo zdravi.
Ja, hvala vam, da ste nam te zelo, zelo pomenljive misli povedali. Vi ste zlati. Sva kimali z Urško. Kaj Ja, pravi? zelo, zelo. Ne morem se bolj strinjati z gospo. Ja, Se ja, pravi, tudi jaz. najti moramo nekaj, kar nas umiri, kar nam da to energijo. Najbolj je to neka narava. Očitno je dobila neko zelo močno, čisto energijo. Očitno, Tudi gospa. cerkev, to se pravi, neki te sveti objekti nam dajo posebno energijo. Ali kar se pravi včasih, ko ne moreš ven, zaradi različnih razlogov, ne vem, ljudje pač so tudi omejeni, gibalno omejeni, starejši in tako naprej. Tem svetujem pač neka umetnostno tehniko, ali z glino, To je ali se super, pravi, nekaj delati z roko, to Ne. pravi psihologija je super, ja. karkoli, nekaj tazga, da se v bistvu počutimo svobodni v okviru vseh omejitev, ki jih imamo v Vseh možnosti. življenju. Odlično. Hvala, Urška. Super nasveti, mislim, da za to obdobje, v katerem smo se pač znašli. Bodite dobro tudi vi in se vidiva kmalu. Hvala za povabilo.